Seveda pri prirokah, naprimer prilagoditev, ki je civilni obred. Torej civilni obred, ki ga načeloma izvajamo tamle. V primeru dežja, čez je sicer jadro, ampak to je jadro pač pola. Tako da potem v primeru slabega vremena mi to prestavimo semle, tle, ker zdajle mi sedimo, a prestavimo to levo, desno, tako, to se pač mi pol dogovorimo, ženom pa nevesta pa poveta, kako ima najbolj všeč. No, se to je dobro, ker pač marsikoga zanima, ne? Kaj se zgodi, ko pride neka taka nevšečnost in da je res, da je tako pripravljeno, pa tudi v bistvu tudi doda celi lokaciji izgledu ta paviljonček neko specifiko. Ja, tole je bila v bistvu zelo dobra, bom rekel, naložba. Mi smo imeli prej tukaj 2 jadra, ki sta v bistvu prekrivala samo pol te terase. In čim smo to enkrat postavili, smo se pa spraševali, kako smo sploh izvajali dogodke, ker vedno je neki padal, vedno je nek dež, vedno je neki, tako da tole v bistvu res zelo veliko je rešil, zelo veliko enih težav, ki smo jih imeli v preteklosti. Ampak se v bistvu je z vsemi stvarmi tako. Mi skozi dogodke nekako vidimo, kaj nam manjka in potem skozi pač neke tedne, mesece pač to probamo dodajati. Zdaj nekatere stvari se lahko zelo hitro dodajo, naprimer želja je bila, da zapremo ta prostor, kjer je catering, da se noter ne vidi. To je naprimer ena taka zadeva, ko lahko zelo hitro naredimo, pa so zato ljudje malo bolj zadovoljni. Pač neke take stvari pa pač zahteva malo več nekega razmišljanja pa razmisleka, kaj in kako to vpeljati noter. Je pa tole super zadeva, ja, ne glede na to, kaj pride, nas tole v bistvu zdaj zelo dobro rešuje.